Hvala za besedo. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v imenu sourednikov Matjaža Geršiča, Draga Perka in Matija Zorna, prav tako z Geografskega inštituta ZRC SAZU. Knjiga, ki je pred vami, je že 14. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji. Namen te knjige je, tako kot namen vseh ostalih v tej zbirki, predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov oziroma na kratko GIS-ov, predvsem na območju Slovenije. Letošnja monografija se imenuje Pokrajina v visoki ločljivosti. Vzrok za takšno ime je predvsem v razvoju tehnologije in čedalje bolj pestre ponudbe podatkov, digitalnih podatkov, zaradi katerih lahko uporabniki teh GIS-ov raziskujejo čedalje bolj natančno in podajo čedalje bolj natančne informacije za boljšo podporo pri sprejemanju odločitev. V knjigi so prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področji, kot so geografija, geodezija, geomorfologija, kmetijstvo, speleologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, arheologija, daljinsko zaznavanje, promet, pa še kaj bi se našlo. Pri izdaji knjige je sodelovalo prek 30 avtorjev, nastalo pa je 16 poglavij. Seveda celotne knjige ne moremo zdaj podrobno opisovati zaradi števila in obsega prispevkov, lahko pa vsaj na kratko, predvsem za prikaz raznolikosti vsebine, izpostavimo nekaj tematik. Gregor Rajh in Andrej Gosar sta na primer z orodji GIS analizirala magnitude in globine potresov v Sloveniji ter ocenila potresno nevarnost. Jure Tičar in Miha Čekada sta prikazala iskanje vhodov v jame s pomočjo digitalnih zemljevidov in podatkov laserskega skeniranja. Nataša Čurič, Urška Kanir in Tatjana Veljanovski so analizirale časovne vrste posnetkov Sentinela-2, to je evropskega satelita, za zaznavanje neskladne rabe na trajnih travnikih. Torej gre za prikaz iskanja odstopanj med uradnim in pa dejanskim stanjem rabe zemljišča. Torej tudi iz vesolja se lahko opazi kakšna goljufija pri uporabi oziroma prijavi rabe tal. Potem Mateja Breg-Valjavec in Blaž Komac sta na primeru Zgornjesavske doline raziskala območja stare in nove poselitve glede na lego vršajev in nevarnost nastanka drobirskih tokov, torej katere hiše so bolj ogrožene, ali so to starejše, mlajše, in vse konkretno prikazano z zemljevidi. Potem Simon Koblar in Matej Žebovec sta raziskovala potovalne navade uporabnikov mestnega potniškega prometa v Ljubljani ter prikazala, kje potniki najpogosteje vstopajo, kje izstopajo, katere linije so najbolj uporabljene in kje so območja tako imenovanih večjih vozlišč v Ljubljani. In še zadnji primer, Danijel Ivanšič in Igor Žiberna sta pripravila prispevek o prostorski razmestitvi in vrstah prometnih nesreč v občini Maribor ob različnih vremenskih situacijah, se pravi, v katerem delu dneva, ob kakšnem vremenu, na katerih območjih je največja verjetnost pojava določenega tipa prometne nesreče. Tako, menim, da bo bralec v knjigi našel veliko novosti v uporabnosti GIS-ov, torej tiste, ki jih zanima bolj informatika oziroma tehnologija, bodo zagotovo našli veliko zanimivih stvari. Hkrati pa tudi precej vsebinskih novosti, kot sem že prej naštel, ogromno je različnih ved, ki so prispevale poglavja, tako da vas kar vabim, da si knjigo ogledate ali v tiskani ali pa v digitalni obliki na spletu, tako kot nekatere ostale, je tudi ta v celoti brezplačna in dostopna na spletnih straneh založbe. To je z moje strani vse. Hvala.